pozdravljeni. Najprej bi rad čestital organizatorjem za zadetek v polno, zato ker se zdi, da ste res izbrali izjemno zanimivo temo, predvsem pa tudi vam, da ste se še pred začetkom leta vzeli čas, da pridete v tako velikem številu na predavanje. Torej, organizatorji so me prosili, da predstavim cepiva nove dobe, torej jaz seveda spet podobno časovno omejitvijo kot ostali predavatelji bom lahko izbral samo nek individualni pogled na mogoče najbolj zanimive probleme. Torej v večini primerov ne gre za zadeve, s katerimi se ukvarjamo. Bom pokazal en primer, ki ga delamo. V zadnjem času smo začeli nekoliko več delati na cepivih, ampak rezultati še niso pripravljeni za prikaz. Torej, tisto, kar bi rad danes pokazal, vse do neke mere navezuje na nekaj, kar so že prejšnji predavatelji omenili, zato bom šel čez tisti del mogoče nekoliko hitreje, glede na to, da smo nekoliko v zamudi. Ampak predvsem bi se rad osredotočil na dve področji, kjer mislim, da je razvoj cepiv dosegel največji napredek. Prvi je razumevanje delovanja tako patogenov na gostitelja kot tudi imunskega odziva, pri čemer je predvsem na področju naravne imunosti, s katero se ukvarjamo, dosežen izjemno velik napredek, mogoče v zadnjem desetletju in pol. Drug del pa dodatne tehnologije, nekaj smo jih že danes slišali, način dostave cepiv, virusopodobni delci, nevtralizacijski epitopi za izbrano, torej ciljanje zelo široko učinkovitih cepiv in mogoče na koncu še, glede na to so bile tudi vprašanja na to temo, kako razviti cepivo v primeru pandemije in podobnih takih groženj, kjer mislim, da tudi sodobna tehnologija ponuja nekaj odgovorov. Torej, prej smo že slišali od kolega iz GSK izraz reverzna vakcinologija, to je ta terminus je Rino Rappuoli je skoval iz Siene in sicer s tem o reverzni vakcinologiji ste že slišali, torej zdaj že govori o reverzni vakcinologiji 2.0, ki pa je v bistvu kombinacija znanja, torej poznavanja genomov patogenih mikroorganizmov, selekcije torej tarčnih antigenov in strukturne biologije, o katerem bom nekoliko kasneje povedal. Torej, s pomočjo strukturne biologije lahko bolj ciljano izbiramo, torej usmerjamo imunski odziv in torej ciljamo na res nevtralizacijske epitope. Torej, to je spet samo ena slika, zelo na kratko, torej zelo pomembno je, da študiramo, kako se naš sistem odzove na to, torej kot rečeno ste že videli podobne slike, kako študirajo torej v podrobnosti, torej z izražanjem vseh genov, torej paciente oziroma ljudi, ki so bili cepljeni, ki so torej slabo odzivni in tiste, ki so močno odzivni glede na tipe vakcin, iz tega potem sklepajo, torej kateri so pomembne komponente, nekatere od sestavin imunskega odziva oziroma celične signalizacije, za katere prej se ni vedelo, da so pomembni, so bile identificirane, čeprav moram reči, da do sedaj to še ni rezultiralo v nekem izboljšanju v bolj učinkovitih cepivih. Drugi del, ki bi ga pa nekoliko bolj poudaril, to so adjuvansi, o katerih smo tudi že nekaj slišali, temu tudi rečejo mala umazana skrivnost imunologov, ker je bilo že dolgo časa znano, da je odziv na proteinske izolirane antigene precej boljši, če niso tako čisti. Torej, če dodamo nekaj umazanije oziroma nekaj bakterij, je bilo to znano torej že dolgo časa in torej ena od takih komponent so sestavine gram negativnih bakterij, LPS, lipopolisaharid, ki je eden najbolj močnih aktivatorjev imunskega odziva, kjer vidimo, da se te celični odziv bistveno poveča, če dodamo dodamo zraven še LPS in ta odziv torej je popolnoma odsoten, če gre za živali, kjer je določena signalna pot, ki je udeležena v LPS odsotna. Dejansko, če pogledamo spet nazaj za različna cepiva, danes lahko z drugačnimi očmi pogledamo na to, zakaj so določena cepiva delovala. Recimo že prva cepivo, ki smo slišali prej od Pasteurja iz hrbtenjače, danes vemo, da komponenta, ki je ojačala odziv na viruse, je bila enoverižna
RNA, torej, ki aktivira receptorje TLR7 in TLR8, brez seveda, da bi vedeli, podobno tudi za ostala cepiva proti tifusu. Cowley, prejšnje predavanje smo slišali o imunoterapiji raka, torej ameriški zdravnik Cowley je eden od tistih, ki je prvi odkril, da gram-negativne bakterije, da torej pacienti, ki so bili okuženi z gram-negativnimi bakterijami, so spontano pozdravili rak in to so bili še tisti junaški časi medicine, ko so enostavno paciente okužili z bakterijami in se je dejansko pokazalo, da deluje. In nekaj časa se je LPS dejansko uporabljal kot za zdravljenje raka, pozneje pa so izkazalo, da so stranski učinki, da je toksičnost prevelika. Torej od adjuvansov kot dizajniranih, smo danes slišali aluminij, ki se še vedno je med najbolj uporabljenimi adjuvansi. V novejšem času pa prihajamo, torej predvsem farmacevtske firme, kot je GSK oziroma Novartis prej, v dizajnirane adjuvanse, kjer še vedno za nekatere ne vemo točno, kako delujejo, recimo FF59. Vedno bolj pa prihaja v dizajnirane adjuvanse, kjer pa točno vemo, kaj so tarče in s katerimi, torej kateri del imunskega odziva z njimi stimuliramo, in o teh bom nekoliko bolj podrobno predstavil. Torej, za očeta te moderne naravne imunosti je najbrž velja Charles Janeway, ki je predpostavil, da celice imunskega odziva vsebujejo receptorje, ki prepoznavajo vzorce, ki so značilni za patogene, kot so sestavine bakterijskih celičnih sten, nukleinske kisline. Torej, brez da bi imel res neko konkretno evidenco za to, in potem preko stimulacije antigen prezentirajočih celic te potem stimulirajo te limfocite in B limfocite, ki na ta način vodijo do zelo močnega imunskega odziva. Kmalu po tej hipotezi se je pokazalo, da so kandidati za to tolopodobni receptorji. Danes vemo, da poglavitno delovanje adjuvansov je ravno preko tega, da torej delujejo na različne, predvsem torej membranske receptorje, kot so tolopodobni receptorji, pa tudi citosolne, kot je recimo inflamasom. Do neke mere adjuvansi delujejo tudi na ta način, da omogočijo endocitozo antigenov in potem torej te celice z sproščanjem citokinov, ki so sami po sebi, kot smo slišali v prejšnjem predavanju, lahko tudi adjuvansi, ki potem vodijo torej v eno smer, bodisi v celični ali pa humoralni odziv. Torej, tipe adjuvansov, ki jih danes poznamo, so anorganske spojine, torej različne aluminijevi hidroksid, fosfat, kalcijev fosfat. Slaba stran teh je, da so precej heterogeni, torej to so neke suspenzije, geli, ki niso nujno vedno enaki, in kar je eno od problemov, ne vemo točno, na kakšen način delujejo. Potem so razna mineralna olja, lipidi, skvalen je tudi glavna sestavina adjuvansov, ki jih danes uporabljajo v registriranih cepivih AS03, MF59, detergenti, saponini, bakterijske komponente so poglavitna sestavina Freundovega kompletnega adjuvansa, citokini ter agonisti tolopodobnih receptorjev. Torej, nekateri od teh so že registrirani v uporabi, monofosforilan lipid A, ODN, agonisti TLR7, agonisti TLR5. Torej, danes imamo res cel nabor različnih adjuvansov, ki jih uporabljajo različne tovarne, torej različni proizvajalci cepiv, ki so nekateri, kot rečeno, že v cepivih, nekateri so v različnih fazah kliničnega testiranja. Torej, aluminij kot najbolj razširjen med temi registriranimi adjuvansi je dolgo časa veljalo, da je mehanizem delovanja kot neke vrste depo za sproščanje antigena, pozneje pa se je izkazalo, da tudi s kirurško odstranitvijo tega mesta iniciranja je še vedno ta efekt adjuvansa deloval. In danes vemo, da zelo verjetno deluje preko več mehanizmov. Eden od pomembnih je zagotovo aktivacija NLRP3 inflamasoma, boljša endocitoza antigenov, zelo verjetno pa tudi vodi do sproščanja signalov za nevarnost, kot je recimo sečna kislina, ki spet potem aktivirajo imunski odziv, oziroma recimo TLR2, TLR7, ki se tudi aktivirajo z oksidiranimi fosfolipidi.
Torej inflamasom, tukaj imam slajd o tem, torej inflamasom je kompleks, citosolni kompleks, ki torej obstaja več različnih tipov inflamasoma. NLRP3 je kompleks, ki nastane pod vplivom zelo različnih agonistov. Še vedno danes ne poznamo molekulskega mehanizma aktivacije, torej vsekakor gre za efluks kalija, za delovanje reaktivnih kisikovih zvrsti, pa tudi vnos delcev. Torej, če gre tukaj za kristale aluminijevih oksidov, za vnos kristalov sečne kisline, kar je predvsem pomembno pri putiki. To potem vodi do tvorbe, do agregacije NLRP3, na katere se potem veže prokaspaza 1, ki se na ta način aktivira, in prokaspaza 1 potem cepi prointerleukin 1 beta, in interleukin 1 beta je eden od zelo močnih proinflamatornih citokinov, ki je zelo pomemben za učinkovit tudi odziv za veliko število cepiv. In dejansko se je pokazalo, da je aluminij, torej da je ta sestavina, torej NLRP3 inflamasom zelo pomemben, torej v miših, ki imajo izbite gen za ta receptor, je odziv, torej tvorba protiteles bistveno slabša, ne. Ni pa to edina od komponent, torej nedavno so pokazali, da naj bi se aluminij selektivno vezal na lipide dendritičnih celic in naj bi omogočil boljšo endocitozo antigenov, čeprav kot vidimo tukaj tudi NLRP3 ima vsekakor pomemben prispevek, torej tudi če ta ni funkcionalen, se kljub samo ta aktivacija bistveno zmanjša. Prej sem omenil tolupodobne receptorje, to je nekako meni najbližje, ker se s tem pri nas tudi ukvarjamo. Ena od pomembnih, bi rekel, mejnikov vpliva tolupodobnih receptorjev na cepiva je bila ta študija Balje-Polendrana, kjer so analizirali, kaj je tisto, kar je v zelo učinkovitih cepivih, tisto, kar je odgovorno za močen odziv, ne. In en od najboljših cepiv je virus proti rumeni mrzlici. Tisti, ki ste kaj potovali v tropskih krajih, veste, da se v bistvu morate cepiti samo enkrat in je dejansko zelo, zelo dolgo učinkovito. No, in oni so potem analizirali in ugotovili, da je za to značilno aktivacija več tolupodobnih receptorjev hkrati. Torej, gre za aktivacijo TLR2, 7, 8, 9, torej 7, 8 in 9 aktivirajo komponente nukleinskih kislin, TLR2 sicer niso razložili, ampak mislim, da gre zelo verjetno za aktivacijo naravnih, torej endogenih signalov za nevarnost, ki jih sproži torej infekcija z tem virusom. Ampak vsekakor, torej to je bila ta temeljna študija, ki je pokazala, da so tolupodobni receptorji res zelo pomembni za učinkovita cepiva. No, tolupodobne receptorje, tisti, ki, jaz mislim, da večina med vami ste se z njimi že srečali, torej pri predavanjih iz imunologije, to je cela družina membranskih receptorjev, ki prepoznavajo različne komponente bakterij, virusov, pa tudi številne signale za nevarnost preko vezave na ektodomeno teh receptorjev, ki se lahko nahajajo bodisi na celični membrani, kot so recimo TR1, 2, 6, 4, 5, ali pa v endosomih, kjer so pa predvsem tolupodobni receptorji, ki prepoznavajo nukleinske kisline, kot so recimo enoverižna DNA, eno- in dvoverižna RNA. Razlog za to je seveda, da ne pride do pretiranega avtoimunske aktivacije, ne. Dodatna stvar, ki so jo tudi odkrili, je, da je za dober imunski odziv pomembno, da se v istem kompartmentu, torej v istem endosomu istočasno nahaja agonist TLR-ja in zraven tudi še antigen, kar vodi do ustreznega procesiranja tega antigena in potem do prezentacije peptidov tega antigena na površini celic, kar je seveda zelo pomembno za dizajn cepiv, tako da idealno cepiva naj bi vsebovala tako antigen kot agoniste TLR v istih delcih, torej nanodelcih, virusih ali pa kakršnihkoli drugih. Torej, pri signalizaciji preko tolupodobnih receptorjev pride do dimerizacije receptorjev v vezavi izbranih molekul, kot
kot rečeno, nukleinske kisline ali pa lipopolisaharid, kar potem pripelje adapterske proteine MID88, IRA kinaze 421, ki potem sprožijo fosforilacijo TRAF6, ubiquitin ligaze in potem v celi seriji korakov pride potem bodisi do aktivacije transkripcijskih faktorjev, kot so recimo MAP kinaze, P38 JAK kinaza ali pa do fosforilacije razgradnje inhibitorja NF-kappa B in aktivacije vnetnih, torej produkcije vnetnih citokinov preko NF-kappa B. Torej, še beseda mogoče o tolu podobnem receptorju 4, ki je odgovoren za aktivacijo z endotoksinom, z LPS-om, s katerim sem začel zgodbo o adjuvansih. Ta je eden od najbolj raziskanih tolopodobnih receptorjev za odkritje mutacije v miših, ki so neodzivne na LPS. Je Bruce Beutler dobil, mislim, da je 2010 Nobelovo nagrado za odkritje naravne imunosti skupaj z Gillom Hoffmanom. No in agonist tolopodobnega receptorja je LPS, ki pa se ne veže direktno na TLR4, ampak na koreceptor MD2. Poznamo že terciarno strukturo kompleksa aktivnega receptorja, torej TLR4 MD2 z LPS-om, ampak LPS je, kot sem prej omenil, preveč toksičen za uporabo. Zato to je tudi ena od molekul, ki smo jo prej videli na slajdih od GSK-ja, namreč namesto LPS-a uporabljajo monofosforiliran lipid A, to je v bistvu ista molekula kot LPS, to razliko, da je tam tukaj fosfatna skupina, v primeru MPLA je pa ni. In posledica je, da pade učinkovitost za aktivacijo TLR4 za več redov velikosti, približno več kot 1000-krat šibkejša je, kar potem omogoča, še vedno pa stimulira dovolj in opazili so tudi, da predvsem stimulira trifodvisno signalno pot, ki je predvsem pomembna za aktivacijo torej interferona tipa 1, ne pa toliko za aktivacijo NF-kappa B, in zato je MPLA danes že tudi registriran adjuvans, ki se uporablja v nekaterih registriranih cepivih. Tukaj je, mislim, da nimam tukaj napisan točno, v katerem cepivu se že. Skratka, danes grejo torej firme, ki razvijajo cepiva zelo v smer vključitve agonistov TLR v sestavino cepiv. Eden od agonistov TLR, edini v bistvu, ki se aktivira kot protein, je flagelin. Flagelin je sestavina številnih bakterij. Tukaj je terciarna struktura flagele z monomeri flagelina, ki vsebuje konstantni del in variabilni del. In izkazalo se je, da je flagelin eden od signalov nevarnosti, ki ga prepozna naše telo oziroma celice našega imunskega odziva, in sicer na ta način, da flagelin prepoznava receptor TLR5, ki potem sproži podoben odziv kot recimo LPS. Flagelin sicer aktivira tudi inflamasom istočasno, zato je zelo atraktiven kot kombinacija aktivacije, torej dveh vej imunskega odziva, tako tega prvega signala kot potem drugega signala, ki potem tvori interleukin 1 beta. Kar je pa zanimivo pri flagelinu je, da je za aktivacijo pomemben samo tale konstanten del. To je del, ki je ohranjen pri večini flagelinov, medtem ko ta variabilen del ni pomemben za samo aktivacijo, kar je seveda zelo zanimivo, zato ker je to ta del, ki je izpostavljen na površini flagel in ga dejansko celice boljš vidijo, medtem ko ta centralni del je pomemben za samo sestavo flagel in ga bakterije zelo težko spremenijo. In to je bil tudi ena od idej, ki smo jih imeli, da bi poskušali pripraviti cepivo, ki bo v bistvu gensko kodirano, torej da ga pripravimo kot en sam polipeptid, ki bo istočasno vseboval aktivnost adjuvansa, torej antigen za aktivacijo, torej tvorbo
neutralizirajočih protiteles, zraven pa še adjuvans, ki bo sprožil naravni imunski sistem, s katerim bo prišlo do zorenja tvorbe protiteles. In to smo naredili na ta način, da smo kombinirali konstanten del flagelina bakterije E. coli oziroma salmonele, ki zelo močno sproži imunski odziv, z variabilnim delom flagelina Helicobacter pylori, za katero smo prej že slišali, da še vedno ni dostopnega učinkovitega cepiva. Flagelin Helicobacter pylori se namreč izogne prepoznavanju imunskega odziva, zato ker ima strukturo teh flagel drugačno, torej je drugačna terciarna struktura teh bičkov, s katerimi se te bakterije izognejo prepoznavanju tolupodobnega receptorja 5. No, in kar smo mi naredili, je bil himerni flagelin, kjer smo kombinirali ta konstantni del flagelina, ki aktivira TLR5 z variabilnim delom, proti kateremu se lahko tvorijo protitelesa, in smo pokazali, da ta himerni flagelin je zelo dober aktivator TLRP še vedno, in potem smo pokazali tudi zaščito, da imunizacija, v tem primeru miši, z tem flagelinom torej bistveno, torej za več redov velikosti zmanjša kolonizacijo kolonizacijo duodenuma z Helicobacter pylori. Torej, podoben pristop z flagelinom uporabljajo tudi drugi. Firma Vaccinate, ki jo je med ustanovitvali Ruslan Medžitov, zelo znan imunolog, zajela, kjer pa so pripravili cepivo proti influenci, torej proti gripi, kjer so kombinirali torej flagelin z domeno hemaglutinina, ki je eden od imunodominantnih epitopov in torej primerno za nevtralizacijsko cepivo. Torej z analizo različnih mest insercije te domene hemaglutinina so potem prišli do učinkovitega cepiva, ki je torej zelo učinkovito preprečilo, torej omogočilo preživetje mišim, ki so bile cepljene ob infekciji z influenco. Prej sem omenil, da je za zelo učinkovito cepivo značilna kombinacija več tolupodobnih receptorjev, torej cepivo proti rumeni mrzlici. In tukaj torej ista skupina je potem tudi pokazala, da z drugačnimi kombinacijami, recimo kombinacijo agonistov TLR4 in TLR7, uspejo torej aktivira dendritične celice tako, da nastanejo zelo učinkovite spominske B celice, kar je zelo lepo vidno tukaj pri primerjavi različnih adjuvansov, torej primerjava z aluminijem, ločeno agonist TLR4, TLR7 in potem kombinacijo obeh agonistov, kjer vidimo, da že samo z prvo imunizacijo pride do zelo učinkovitega odziva in potem z revakcinacijo še do bistveno boljšega odziva kot z posameznimi TLR agonisti ločeno. Torej v drugem delu bi pa rad predstavil še nekaj drugih prispevkov k tehnologiji sodobnih cepiv. Danes je vsekakor trend, da torej gremo proti komponentnim cepivam. Smo že slišali več primerov, da je to zelo pomembno za varnost, pa tudi ne nazadnje za učinkovitost, zato da lahko ciljano tvorimo cepiva, ki bodo recimo nevtralizirala delovanje virusov. In tukaj je več možnih pristopov v tej smeri. Eden od teh je, da analiziramo, danes lahko določimo genom posamezne B celice, torej da analiziramo celice v pacientih, ki so odporni proti virusnim infekcijam, in potem ugotovimo, kateri so tisti epitopi, proti katerim so protitelesa najbolj učinkovita. Druga dva pristopa pa uporabljata znanje strukturne biologije, torej če poznamo strukturo antigenov in mesto vezave nevtralizirajočih protiteles, potem lahko dizajniramo cepiva na ta način, da se bodo preferenčno otvorila protitelesa proti tem določenem epitopu, in to lahko seveda tudi kombiniramo na ta način, kot smo tudi slišali v predavanju, torej v drugem današnjem predavanju, da lahko vzamemo posamezne epitope, peptide in jih potem prestavimo na
na molekule, ki jih prezentirajo kot virusu podobni delci, s katerim potem lahko usmerjamo tvorbo imunskega odziva. Torej, cilji so kot prvo nevtralizacija, torej želimo, da pripravimo protitelesa, s katerimi preprečimo infekcijo celic recimo z virusom ali pa tudi z drugimi patogeni. Druga taka zelo pomemben cilj je pa široka zaščita. Torej, prej smo slišali pri cepivih proti papilomavirusu in proti ostalim, da seveda ne ščitijo proti vsem, ampak idealno bi bilo seveda imeti neko široko cepivo, idealno mogoče cepivo proti gripi, ki bi dejansko pokrila vse gripe, da ne bi bilo potrebno torej vsako leto na novo pripraviti drugačnih variant. Zato pa je seveda potrebno, za širino odziva pa je potrebno zagotoviti zorenje imunskega odziva, torej veliko običajno protitelesa, ki so široko nevtralizirajoča, vsebujejo veliko število somatskih mutacij, zato pa je idealno, da mogoče pripravimo tak režim imunizacije, da usmerjamo zorenje imunskega odziva preko različnih, torej imunizacijo z različnimi proteini, z različnimi antigeni v prvi stopnji in potem z drugimi v vakcinaciji. Eno od teh primerov bom tudi pokazal kasneje. Zdaj, med številnimi prednostmi priprave rekombinantnih cepiv je seveda tudi količina, torej, če lahko pripravimo iz E. coli 200 mg na liter je v jajcih ali po celični kulturi to bistveno manjše. Tisto, kar je predvsem najbolj pomembno, je pa seveda hitrost. Cepiva, ki so pripravljena na ta način, lahko pripravimo bistveno hitreje, kar je seveda pomembno predvsem v nekih takih kriznih situacijah, pandemijah in podobno. Torej, tukaj bi ilustriral primer dizajna cepiva proti respiratornemu sincicijskemu virusu, ki smo ga danes tudi že slišali. Za to cepivo, za temu virus še ne obstaja učinkovito cepivo, učinkovita je pasivna imunizacija z protitelesi, za katere se pa ve, da nevtralizirajo, torej da se vežejo na F-protein, to je virusni glikoprotein. No, in za uporabo strukturne biologije so pokazali, da ta F-protein obstaja v dveh različnih konformacijah. Ena konformacija je pred fuzijo, druga je pa konformacija, v katero se ta protein spremeni, ko pa enkrat pride do fuzije z tarčno celico, z receptorjem, in ta prefuzijska konformacija je metastabilna. In če so imunizirali če so ob imunizaciji z tem proteinom, so bila nekatera protitelesa tudi nevtralizirajoča, ampak zelo majčken delež. In protitelesa proti postfuzijskemu F-proteinu so bila pa bistveno manj učinkovita. In zadevo so rešili na ta način, da so na osnovi strukturne informacije, to je trimer tega F-proteina, znana je bila tudi struktura v kompleksu z FAB fragmentom tega protitelesa, ki se veže na ta rdeča mesta, so tako spremenili ta protein, da so odrezali transmembranski segment in ga nadomestili za trimerizacijsko domeno, ki je zaklenila ta protein v tej konformaciji, ki je dejansko pred samo imunizacijo, in ob imunizaciji z tem proteinom so dobili približno 1000-krat večji delež nevtralizirajočih protiteles, kot če so uporabili protein brez teh modifikacij. Dodatno je bilo potrebno uvesti še nekaj disulfidov, hidrofobnih interakcij v notranjosti, da je res bil ta protein stabiliziran v tej konformaciji. Torej, drug pristop za cepiva širokega spektra, ki ga tudi pri rapoolju prakticirajo, je pa tale. Če imamo recimo protein, ki obstaja v 3 variantah, so se potem tega zadeve lotili na ta način, da so pripravili himerni protein, ki je vseboval komponente od vseh teh 3 variant in so dobili nek tak antigen, za katerega so pokazali, da je še vedno v pravilni konformaciji in ki je potem tvoril lahko protitelesa proti 3 različnim sevom, kjer sicer ni bilo navzkrižne reaktivnosti s protitelesi.
En od pristopov, ki sem ga prej omenjal, je, da bi želeli usmerjati zorenje imunskega odziva, torej, kot veste, pri protitelesih, torej v prvi fazi dobimo protitelesa z nizko specifičnostjo, ki se izberijo iz celotnega repertoarja naivnih B celic in z določenjem sekvence protiteles, ki nevtralizirajo viruse, lahko vemo točno, kater razred, katera skupina protiteles je tista prava in za izbiro modificiranega antigena, v tem primeru šlo za HIV, lahko usmerjamo imunski odziv na ta način, da se bo v prvi stopnji stimulirali proliferacijo B celic, ki bodo proti temu začetnemu antigenu, čeprav ne bojo navzkrižno reaktivna z tem končnim proteinom, in potem z imunizacijo z nekim vmesnim proteinom usmerjamo zorenje, torej tvorbo somatskih hipermutacij na ta način, da dobimo potem na koncu zelo učinkovita protitelesa, ki so bila točno proti nativnemu antigenu, kar potem zahteva torej zelo, to je res, bi rekel, najnovejši pristop, zahteva res 3 različne dizajnirane proteine, ki potem v večjem deležu pripeljejo do tega končnega rezultata. Mogoče še glede načina dostave, danes smo tudi že omenjali virusopodobne proteine, nanodelci. Zdaj, zakaj je to pomembno? Spet se je izkazalo, da topni antigeni so običajno slabše imunogeni kot virusi. Zakaj? Zato, ker je za aktivacijo B celic precej boljše, da pride do periodične, torej tvorbe klastrov B celičnih receptorjev na neki določeni razdalji. Torej, izkazalo se, da je optimalna razdalja med B celičnim receptorjem na površini B celic od 20 do 50 nanometrov. In to je, očitno je imunski odziv tako naciljen, da to ustreza ponovljivim vzorcem na virusih, ker virusi so po večini simetrične molekule in zato imunski odziv se bolje odzove na viruse kot na topne antigene. Tudi folikularne dendritične celice prezentirajo antigene na ta način na površini, torej da so rojeni, in taka aktivacija B celic je pogosto tudi neodvisna od te celičnega odziva. Zato to lahko rešujemo na ta način, da posnemamo viruse, da uporabimo delce, bodisi ki izvirajo iz virusov, bakteriofagov ali pa so popolnoma dizajnirane molekule, kjer imamo na površini periodično, torej simetrično razporejena vezavna mesta v take virusopodobni delci. Torej, danes smo že slišali nekaj primerov, recimo iz virusov, iz rastlinskih virusov, bakteriofagov, Q-beta, recimo en sam protein, ki se sam od sebe sestavi v take nanodelce, ki pa niso infektivni. Torej, to lahko jih pripravimo rekombinantno v bakterijah, v kvasovkah, in na te virusopodobne delce lahko konjugiramo katerekoli zaželene molekule. To so lahko direktna genska fuzija z nekim proteinom, lahko kemijsko vežemo določene molekule. Recimo primer je cepivo proti nikotinu, ki ga razvijajo za odvajanje kajenja, kjer so pokazali, da virusopodobni delci, ki vsebujejo vezan nikotin, dejansko tvorijo učinkovita protitelesa proti nikotinu. Še en primer, ki je bil tudi danes že omenjen, so adenovirusna cepiva. Zdaj, zakaj adenovirus? Ena od pomembnih prednosti adenovirusa je, da ni stabilna integracija v genom, za razliko od retro ali pa lentivirusov, kjer lahko pride do integracije v genom in do nezaželenih posledic, je precej boljša začasna aktivacija. Torej, adenovirusi se danes precej uporabljajo v cepivih, to so neoplaščeni virusi, imajo dvoverižni DNK genom, v katerega lahko vstavimo proteine, za katere želimo, da se potem producirajo v tarčnih celicah. Adenovirusi učinkovito okužijo tako neaktivne kot deleče celice. Torej, en od pristopov je, da uporabimo adenovirus kot vektor, ki ga vnesemo v celice, da te producira določene proteine.
Drug pristop pa je, da modificiramo proteine, ki so na površini adenovirusa, kot so recimo hekson, penton, ki dopuščajo vnos zaenkrat še manjših peptidov, ki na ta način direktno na svoji površini prezentirajo izbrane antigene, s katerimi potem lahko ciljajo določene naivne B celice. In na osnovi adenovirusov danes že tudi razvija oziroma so že, bi rekel, v zadnjih fazah kliničnega testiranja cepiva proti HIV-u, malariji, eboli, hepatitisu C, tuberkulozi. In mogoče sam za konec bi pokazal primer. Prej smo slišali, da je raziskave, razvoj, da traja 10 do 20 let za razvoj cepiva, recimo za Zika virus, pri katerega smo danes že slišali preko akademičarke Avšič Županceve. Torej je dejansko en primer, ki je bil zelo akuten. No, in v tem primeru se je pokazalo, kako zelo lahko hitro z sodobnimi metodami molekularne biologije razvijemo cepivo. Torej v 6 mesecih jim je uspelo razviti cepiva, pri katerih so pokazali najprej, da je učinkovito v miših, to na ta način, da tvorijo nevtralizacijska protitelesa ali da preprečijo replikacijo virusa, torej bodisi iz Brazilije, iz Portorika, pri čemer so uporabili 2 pristopa istočasno, torej inaktiviran virus ali pa DNA cepivo, torej kjer so samo vnesli plazmide. In tukaj se potem pokaže, da je to cepivo na osnovi DNK zelo učinkovito. Ampak seveda, kot vemo, miši niso ljudje, ampak tisto, kar je najbližje ljudem, so opice in seveda spet so v izjemno kratkem času, ker gre za zelo vroče področje, pokazali, da so ta cepiva učinkovita tudi na opicah. To so testirali v rezus opicah, več različnih tipov cepiva, inaktiviran virus, pasivni vnos protiteles, DNA cepivo in adenovirus, kjer so pri vseh teh pokazali, da torej ne pride več do replikacije tega virusa in da je torej titer teh protiteles zelo visok. Kje so meje te hitrosti razvoja pandemije? Gripa je en tak primer, ki ga večkrat omenjajo, in tudi v okviru tega so razvili platformo za razvoj hitrih cepiv proti gripi, torej v skupini Craiga Venterja. Tukaj je primer, kjer so konkretno testirali, kako hitro lahko razvijajo viruse, ki jih potem uporabijo za razmnoževanje cepiva. Torej, štartajo iz tega, da nekje na nekem drugem koncu sveta določijo nukleotidno zaporedje seva gripe, ki je recimo lahko nevarna, in potem so pokazali, da lahko približno v 10 urah že dobijo sintetizirane oligonukleotide, sestavijo genom in torej prej, ko v 2 dnevih že lahko sestavijo nove viruse, s katerimi inficirajo celice, in potem v 4. dnevu že prve viruse požanejo in lahko testirajo njihovo delovanje, kar demonstrira, da z temi modernimi tehnikami res lahko bistveno pospešimo in da mogoče tudi lahko preprečimo ali pa saj zmanjšamo. Seveda zadaj je potem še produkcija in drugi koraki, ki seveda lahko vzamejo, kot smo slišali, veliko časa. Torej, sam za zaključek, torej perspektive, prepričan sem, da bodo cepiva igrala zelo pomembno, še bolj pomembno vlogo kot danes v prihodnosti, od nalezljivih bolezni pa do zdravljenja raka. Zagotovo je prihodnost pripada načrtovanim cepivom na osnovi komponent, to sem prepričan. Poznavanje delovanja adjuvansov je že do sedaj veliko prispevalo k razumevanju. Mislim, da nas čaka še nekaj dela na nekaterih sedaj uporabljenih adjuvansih. In tudi upam, da sem vas prepričal to, da bo strukturna biologija igrala pomembno vlogo pri dizajnu epitopov, in v zadnjih slajdih tudi, da hiter odziv na pandemije mogoče lahko postane realnost. In s tem bi pa zaključil svoj predstavitev.